Ja, jaz bi se najprej zahvalil Alešu za to povabilo, da si je tvegal pač to narediti. Pač najprej smo govorili o tem, da bi si malo tako razdelili po osebnostih, ki so povezani s kibernetiko in se je spomnil na mene zaradi Turinga. Zdaj, meni je Turing dosti tako important, ampak nisem pa mogel najti neke ful dobre povezave s kibernetiko, ne? Tako da bom jaz probal malo tako zgodovinsko povezati, recimo kaj je vodilo do Turinga, kako je to potem vključevalo tudi neke ideje, iz katerih je črpala kibernetika. Tako da ja, čeprav ste prišli na seminar o kibernetiki, ne bom govoril o tej skupini ljudi, ampak mogoče o nekem temu, ki nam bo pomagal razumeti tudi njih. Zdaj, za to odstopanje sta jaz neka dva razloga. Najprej razumevanje kibernetike delno pogojeno s Turingom, ker pač niso bili oni čisto računalničarji, ampak neka ta inspiracija je vsem prihajala, dosti se tudi sklicujejo na njega in neke stvari, ki so povezane z filozofskimi vidiki teh prelomov, o katerih bom govoril v tej kratki, dolgi zgodovini. In tudi ta tradicija, ki vodi do Turinga, je tudi nekako razdeljena. Mislim, je del tudi tradicije nekaterih, oziroma vsaj samo identificirane tradicije nekaterih kibernetikov, predvsem recimo Wienerja z Leibnizom. Se pravi, najprej bi šel čez te epizode iz zgodovine filozofije, logike, matematike in tehnologije, ki je lahko tako spekulativna kot aplikativna, ali komercialna in vojaška. Hkrati pa bom poskusil poudariti neke pomembne razlike pri sicer podobnih pojmih in idejah, ki jih je nasploh dobro razlikovati, čeprav se pogosto mešajo. Ko pa opravimo s Turingom, pa bi, se pravi, ko prijemo do te zgodovinske točke Turingovega članka o izračunljivosti števil, bi pol preskočil na prikaz sodobne teorije računanja in zahtevnosti, kako se to naredi, zato da imamo pol za naprej recimo sodobna orodja, v katerih lahko govorimo o problemih kibernetike. Zdaj, kako se mene to tiče, je predvsem glede vprašanja ekspresivnosti v tem kontekstu. In se mi zdi, da način, kako se danes to osnov poučuje, se pravi teorijo računanja, ni zdaj rekapitulacija te zgodovine, ampak je tako neka bolj poliška verzija logičnega prikaza. Ampak mislim, da obe dve, se pravi zgodovina in ta logični prikaz, imata dosti dober primer, kako deluje nek boj za povečevanje ekspresivnosti formalnih sistemov in kaj so si ljudem pri tem mislili. Se pravi, to, kar je recimo za Aleša naključje, je za mene vprašanje ekspresivnosti, se pravi, to je neka moj lens, skozi katerega bom šel čez to. In zdaj, lahko bi rekel, no, če bi si mogel zmisliti knjigo, ne, bi lahko si izbral naslov te Categories for the Working Mathematician, pa bi zamenjal po vzorcu preko Formalization for the Working Philosopher in to bi definitivno bilo eno poglavje v take knjigi. Zdaj, začel bi z antiko, ne, ampak ne bom šel čez ostala obdobja. Mislim, da je tu dobro začeti, ker lahko nazorno vidimo neke probleme v vseh teh dimenzijah, ki sem jih prej naštel, plus tu so še problemi dosti razumljivi in splošno znani, ker kasneje se pa začnejo komplikacije. Jaz sem zbral en nabor, ampak vse meni se zdi zanimivo razmišljati o takih problemih in tudi skozi ta dolgi čas, ne, o teh filozofskih nekih hiperobjektih, ki jaz tako pravim, no, ki vidimo na njih neke trdovratne povezave določenih pojmov ali pa nepovezave določenih pojmov. En tak primer je jezik, mišljenje, logika, no, je en tak pojem, ki ga lahko spremljamo čez zgodovino in se različne filozofske pozicije glede tega opredeljujejo, kaj je zdaj prav ločiti, kaj ni prav ločiti. Drug pa je recimo relativna nepovezanost matematike pa logike skozi zgodovino. In zdaj v antiki, ne vem, koliko se kaj vidi, imamo recimo dober primer izrazljivosti, je pač koren iz 2, ne? In Pitagor je pač dokazal, da diagonalne kvadrate ne moremo izraziti kot razmerja oziroma ulomka celih števil.
In že takrat dobimo torej nek neposreden dokaz nečesa, kar bi lahko poimenovali problem izrazljivosti, ne? In tudi potem neke, recimo, metafizične reakcije proti temu. Pol, kar lahko opazimo, je relativna ločenost postopkov za računanje nečesa, recimo deljenja, ne, se pravi postopek, kar se nekaj deli, ali pa iskanje največjega skupnega imenovalca v odnosu do recimo dokazov, kot je Pitagorov izrek, ne, se pravi postopki, ne, ki jim danes rečemo algoritmi, pa dokazi so tu še posločeni, recimo dokazov neskončnosti praštevil, ne, je drugačne vrste objekt še tu. Ne vem, potem pri Platonu pol v filozofiji najdemo idejo normativnosti dokazov v matematiki kot idealo sklepanja nasploh, ne, in to se pol prepozna kot nek dober način, po katerem bi se moglo ravnati tudi, ne vem, drugo sklepanje, predvsem v odnosu do navideznih dokazov sofistov. Poleg tega imamo pri Platonu še neko posebno vlogo ideje matematike v svetu, ne, ki se pol kasneje prevede tudi recimo Galilejevo v matematiki napisano knjigo narave. In ta smer prevajanja, ne, je pač seveda pomembna vloga te ekspresivnosti, ne, kaj zdaj lahko v tej matematiki izražimo ali pa mislimo, da lahko izrazimo in kako se o tem pogovarjamo. Drug primer je tudi recimo Evklidov postopek, ne, kaj lahko konstruiramo z šestilom in ravnilom, ne, in pol imamo neko omejeno stvari, mislim, omejen nabor stvari, ki jih lahko izrazimo s temi orodji. Pol pri tehnologiji imamo pač orodja za seštevanje, tako kot Abacus, pa, kjer pač reprezentiramo neko končno seštevanje, ne, medtem ko malo bolj zanimivi pa so pač ti zobniki, ne, s katerimi lahko reprezentiramo, rečemo temu množenje s konstanto, ne. V glavnem, če hočemo množiti s konstanto, pač moramo vedeti, da število zobnikov pač A in B dobimo, lahko reprezentiramo množenje s konstanto minus A deljeno B, ne, in tako pol delajo ure recimo, ne. In tu imamo neko ekspresivnost v tehnologiji tega, kaj sicer mislimo za množenje, ne. Je pa seveda tu neka omejitev, da je pač ta aritmetika modularna, ne, tako pač vemo na uri 11 plus 2 je 1, ne, kar se pač vrtijo ti zobniki v krogih, in so na drugačen način recimo končni kot Abacus, ne. Zdaj, kar je vprašanje, ne, glede izrazljivosti tega je, da so v bistvu kar dosti lahko izrazili. Pač imamo ta primer antikternega mehanizma, ne, ki kaže, da so dosti zgodaj, ne vem, to je še vedno stara Grčija, ne, prišli kar daleč, to je rekonstrukcija sicer, ampak to je pač mehanizem, ki modelira pozicije Sonca in Lune glede na zodijak, pa kaže koledar, pa ne vem, kakšne stvari še vse, ne. In zdaj zobniki so kar dolgo ostali glavni model za mehanizem nasploh, ne, in tu bi bilo zato smiselno postaviti to vprašanje, ne. A zdaj, ko mislimo mehanizem, ne, ali pa mehanicizem, a mislimo to, kar se lahko izraža z zobniki, ne, in ali pa kako razumeti neke kompozicije različnih strojev, ne, in kaj to pomeni za možno izraznost pač takih strojev, ne. Zdaj, en primer je še recimo kot neka zgolj idealna, recimo temu znanstvena kultura, to je Maxwellova skica, ne, mehanicističnega modela, ki jo je uporabil za razlago elektromagnetne teorije. Čeprav pač to ni nek mehanizem, to ni reprezentacija nekega fizikalnega mehanizma, ki kaže, kako naj bi delovalo elektromagnetno polje, ampak tudi še takrat, ne, 1860 recimo, je mehanizem bil kot neko načelo razlage, kljub temu, da nismo več rabili ontološkega mehanizma, ne.
Tako da to se pol kar dolgo ohrani, no. Zdaj, če kar gremo na novi vek, recimo pri Baconu, dobimo pač en kup teh relevantnih idej, ki se začnejo kristalizirati in počasi sestavljati do tega, kar bo recimo point pri Turingu, no. Se pravi, Bacon je hotel, ne vem, postaviti temelje znanstvenega raziskovanja, pri čemer se je ful skliceval na mehanizem pravno. Najprej kot model, ne, se pravi, model znanosti naj bi bila tehnika, razen da ne bo bolj sistematična in to je pol pride govor o metodi noter, ne. Zato, ker tehnika sama kot neka družbena praksa ne napreduje sistematično, ampak bi rada znanost je sistematična. In ta metoda naj bo, kot da bi bila sama mehanična, ne. Ne vem, tako piše v Novum Organon, ne. From the start, the mind should not be left to itself, but constantly controlled and the business done as it were by machines, ne. In znanost naj uporablja eksperimente, ker so pač ti, kot je danes bolj popularno govoriti, ne, repeatable, ne, tako pač stroj, ne. In stroj, se pravi, eksperiment je razumljen kot neka mehanska pomoč za čute, ne. Hkrati pa imamo pol še pri njemu to teorijo idolov in predvsem tu je zanimiva ta idol trga, kjer v bistvu govori o iluzijah, ki izhajajo iz jezika, ne. In s tem zavaja ljudi in otežuje znanost. Deli jih na imena reči, ki ne obstajajo, pa imena reči, ki obstajajo, ampak so slabo definirana, grobo abstrahirana. In kar tu dobimo je recimo nek skepticizem do neke epistemske naivnosti naravnega jezika, ne, ki je bolj povezan z napredkom znanosti, ne. Hkrati pa nek mehanicistični ideal. Se pravi, kasnejši filozofi so pol začeli iskati različne reforme jezika, ne, ali pa kar nek drug jezik, ki bi ustrezal in pol pomagal znanosti, ne. Eni so bolj reformisti, recimo odpravljajo napake v naravnem jeziku, drugi pa iščejo inspiracijo pri matematiki in hočejo konstruirati umetni univerzalni jezik, ne. In to so ti trije recimo prvi, ne. Wilkins, Leibniz pa Hobbes govorijo o univerzalnih jezikih, v kateri bi lahko nedvoumno razlagali celoto človeške misli, ne. In Leibniz tudi in Hobbes to povežeta z mehanicizmom, da bi lahko bil nek stroj, ki bi tam vrtel in pol bi rešil neko razpravo v svetu. Leibniz pravi, ne, ko bo ta stroj, pol bomo samo rekli, okej, dajmo računati, ne. Ampak ti stroji so bolj ali manj pač in jeziki so bili bolj ali manj ideje, ne vem, če je kdo dejansko naredil nek tekst, ki bi bil rekel, aha, to pa je ta jezik in zdaj smo veseli. Kar pa so naredili recimo, kar je pomembno za nas, je Leibniz pri tem razmišljal o algebraizaciji mišljenja, ampak njegov pač edini dosežek je, da pač doseje seme matematične logike, ne, kjer razmišlja o tem, da je plus nekako podoben logičnemu inu, če pač imamo tako matematiko, da 1 + 1 je 1, kar se reče idempotenca logičnega in pol s tako neko bolj čudno algebro proba modelirati te logične veznike, ampak tudi ne pride ful dlje od tega, ne. Medtem ko, ne vem, Hobbes je tudi imel neke ideje, da je to mišljenje že itak računanje in da bi pol mogli samo pogledati, kaj je to računanje, ki se dogaja. Se pravi, bolj bottom-up mehanicizem mišljenja najdemo pri Hobbesu. Se pravi, obstaja neka tendenca, ki nas vodi zdaj od računanja do mehanizma in nazaj. In to je verjetno povezano z nedavnimi spremembami v matematiki takrat, se pravi, Vieta je 16. stoletje v matematiko vnesel neke pač simbole, ne, ki jih danes pač uporabljamo tudi kot variable, ne, se pravi črke namesto stavkov. Včasih so pisali enačbe, če vzameš 3 od 5, ko prav stavki so bili, ne. On pa pač fura to prakso teh, kar bo kasneje znano kot brezpomenski simboli, ne.
in pol uporablja samoklasnike za neznane in soklasnike za znane kvantitete in temu lahko rečemo simbolni obrat v matematiki, ki pol pospeši razumevanje vzorcev, reševanje enačb. Zdaj hkrati pa pol se še razvija nekaj, kar je tu sicer s Carlyleom, ki je iz 19. stoletja, je pač neka ta humanistična ideja te mehanizacije cele družbe, ne, in nek sporeden pojem tega, kako ljudje postajajo mehanični. Ne vem. Da ne moramo sploh več govoriti o ničem, brez da govorimo o mehanizmu. Ne. In tu zdaj ni čisto jasno, kaj zdaj on misli, da je to industrijska revolucija ali je to spremembe v matematiki, ampak neka ločena humanistična ideja mehanizma se pojavlja. In pač zanimivo je, da pol ta vijetovska brezpomenskost je v bistvu tisto, ne, kar omogoči recimo razmišljanje o imaginarnih številih, ne, in pol to spet povzroči nek metafizični spor v matematiki, ne, in tudi recimo definicijo matematike. Ne. Recimo Playfair je bil en od teh zagovornikov, ki so trdili, da je matematika veda o kvantitetah, ne, in kvantitete niso brezpomenske stvari, ne, če pa se mi obnašamo tako kot veta, ne, in pol še hkrati dodajamo neke imaginarne števila, pa pravi, da the analyst continues to reason about characters after nothing is left, which they can possibly express. Obscurity and paradox of necessity ensue. Ne. Medtem ko na drugi strani so pač ljudje, ki dajo prednost operacijam, se pravi, vidijo brezpomenskost algebre kot recimo prednost, zato ker nam omogoča aplikacija onkraj kvantitetno. In znotraj tega so tudi člani samooklicane analitične society, ki so Babbage, Herschel pa Peacock, ki so se med drugim tudi zavzemali za Leibnizov zapis za diferencialni račun in se pri tem sklicevali na mehaničnost. Ne, recimo. Newton je sicer odkril ta kalkulus, ne, ampak ker je Leibnizov bolj mehaničen, je boljši in lažje delamo z njim. In the spirit of this symbolic language, by that mechanical tact which carries the eye, at a glance through the most intricate modification of quantity, to condense the pages into lines and volumes into pages. Se pravi, mehaničnost tu je hkrati kot neka eleganca in boljša preglednost. Hkrati pa ta jezik je dovolj preprost in točen, da ne sporoča nič drugega kot to, kar je definirano, kar smo videli prej, da je že eno od teh nekih idealov tega jezika, ki se ga oni želijo. Se pravi, odsotnost dvoumnosti naredi operacije transparentne in preverljive, s tem pa tudi zmanjša napor tistega, ki računa. Se pravi, Peacock je pol tak, ki najbolj očitno spremeni pomen algebre kot ne toliko znanost o kvantitetah, ampak kot znanost splošnega mišljenja s simbolnim jezikom. In to pomeni, da algebra v prvi vrsti postane znanost operacij in predvsem na simbolih. Po drugi strani pa pač ta govor, ki ga ima v tej society, Babbage vzame tudi to resno, da začne izdelovati te stroje kot te njegove dejansko pač zgodne računalnike. Tu bom sicer preskočil zdaj detajle te stroje, ker nisem našel ne vem, zanimivih povezav, kako so povezani z temi izraznostjo. Pač, so pač citati na Babbage je verjel, da se da zračunati vse, ampak drugega stroja sploh ni zgradil, pa tudi ni mi čisto jasno, kaj je on mislil, kaj je rekel, da se da vse zračunati. Če gremo zdaj še malo v pozno 19. stoletje zgodovina komercialnih računalnikov in protoprogramiranja. Imamo 1890 in naprej se uporabljajo ti punch card machines, ne, se pravi luknjane kartice na takih strojih, kot jih je Babbage delal, za štetje statističnih podatkov. Ne. In tu imamo zdaj par novih
recimo temu poudarkom, lahko seštevamo s temi stroji, lahko gledamo podmnožice, recimo za primerjave med družbenimi skupinami, pa začne se delo s podatkovnimi strukturami, kot bi danes rekli, no, in avtomatsko branje podatkov iz kartic. No. Se pravi, ideja za to pride iz strojev za validacijo vozovnic na vlaku, pa Jacquardovega stroja za tkanje. No, pač to podjetje, ki je začelo te cenzuse delati, je naredil ta Hollerith, ki je kasneje bil s svojim podjetjem združen v IBM. In šele potem oni dodajo množenje, kjer lahko pomagajo s temi stroji za računovodstvo. Ne. Se pravi, imamo množenje in seštevanje v strojih 12 let preden Turing objavi ta computable numbers. Ne. In tudi tu zdaj ni čisto jasno, kaj je bil problem teh strojev. Ne. Po eni strani so imeli omejeno programabilnost, ali kako bi to rekli. No. Ko si ga enkrat naredil, je bolj ali manj isto stvar delal. Bili so okorni, ne. Pa ni pa čisto jasno, kje so zdaj meje njihove izrazne zmožnosti. Ne. To se mi je zdelo vredno omeniti, ne. Kar pa se mora formalizirati, pa je recimo pri cenzusu, ne vem, pojem človeka, ne, kar je, ne vem, podatkovna struktura na kartici, ne, kaj nas zanima o človeku, ne. Tam je pa, ne vem, spol, moško, žensko, starost so neki pisloti, ne, koliko si pač star, in pač nek kup teh podatkov in to je omejeno z pač številom teh luknjic na papirju. Ne. Tako da, če gremo zdaj nazaj na logiko, kjer so bolj resno govorili o teh vprašanjih, ne, je Boole pač dokončal, recimo, ali pa se je naredil naslednji korak tega, kar je hotel Leibniz narediti, ne, in simbolni algebraični pristop uporabi zunaj matematike na logiko, ne. Se pravi, tu še vedno obstaja ta delitev, ne, ki se ga zdaj še na tem slajdu prekinem. Raziskuje pač te operacije z resničnostnimi vrednostmi, ne, ampak vseeno ta sistem ni dovolj ekspresiven, da bi zaobjel vso sklepanje v matematiki, ne. Danes bi temu rekli logika prvega reda oziroma propozicijska logika, ne. In pol naslednji korak v ekspresivnosti pa naredi Frege, ne, ki inovira z kvantifikacijo pa funkcijskim zapisom pojmov, ne. Pol se pa izkaže, da je ga malo težje uporabljati kot recimo algebraične račune, ne. Treba je več misliti, ko računamo, ne. Se pravi, ne vem, danes bi temu rekli predikatna logika ali pa Q-sistem, ne, in izrazno se poveča prek tega, da lahko rečemo stvari, kot so za vsa naravna števila velja in pol nekaj rečemo, ne. Ne vem, vedno obstaja večje število od vsakega, ne. To je pol tudi inspiracija zarasla in tako kot Frege oba dva hočeta postaviti s to novo izraznostjo temelja matematike. Hkrati pa se pol pojavijo nova vprašanja. Kot smo prej rekli, imamo dokaze in postopke, ne, in razlika med postopki v matematiki je pač nekaj, kar zaznajo, ne, tisti, ki delajo matematiko, da včasih imamo take postopke, ki vedno pridejo do konca. Pol pa imamo take, kjer ni čisto jasno, ali bomo zdaj prišli v tej smeri do konca ali ne, ne. Predvsem zanimivo je to za vprašanje, ali nek stavek sledi izdanih aksiomov, ne. Se pravi, to, kar je prej bilo ločeno, ne, dokazi, postopki so zdaj postopki dokazovanja v tem vprašanju postavljeni kot relevantni za ta Scheiden's problem. Se pravi, če lahko v Booleovi logiki rešimo naloge z algoritmi, ne, in te algoritme se danes učijo filozofi v prvem letniku, ne. Naloge iz predikatne logike nimajo očitnih algoritmov in študenti se morajo učiti neke trike ali pa uporabljati intuicijo, ne,
ni čist mehanično, bi lahko rekli. Hkrati pa v tem času imamo vedela, ki morata zakodirati stavek. Ta stavek je nedokazljiv v aritmetiko in hkrati tudi definira rekurzivnost kot recimo nek način delanja matematičnih funkcij, ne, ki ga tudi najdemo v principi matematike. To zdaj bo pač primer te rekurzivnosti. Ne. Napišemo tako formule in pol, ne vem, če bom to znal čisto dobro razložiti, ampak pač ponavljamo te iste formule, da pol pridemo do nekega končnega rezultata in ponavadi, mislim, tukaj lepo pač vidimo, da se izide in se bo to enkrat končalo, ne, lahko pa da se ne bi. In pol imamo tudi vprašanje, a zdaj recimo take načini definicije, ne, omogočajo zdaj izraziti vse, kar je pomembno pri pač definiranju v matematiki, ne. In pol Ackermann pokaže, da obstajajo neke druge funkcije, ki se jih ne da opisati s tako preprosto rekurzivno substitucijo, ampak to popravijo in naredijo malo boljši pojem rekurzije, ki omogoča to, da tudi te Ackermannove funkcije razumemo kot rekurzivne. Se pravi, to so ti neki gradniki, s katerimi pol tudi Church in lambda račun delujeta, potem ko je Church hotel recimo prvi formalizirati pojem efektivnega računanja, se pravi tega, a se bo kdaj nek pač račun končal, ne. Se pravi, to, ko smo prej govorili o Einstein problemu. Pač to je pomembno, da se funkcije uporabljajo kot primitivni elementi, kar pomeni, da lahko sebe vzamejo kot svoj argument. In s tem delajo to rekurzivnost. In dejansko pač je kljub temu, da je Church to delal kot način utemeljitve logike, je ta način definiranja pač matematičnih objektov obveljal kot kandidat za formalizacijo efektivnega računanja. Kar pa ni bilo očitno, da je to nek model tega, kar delajo matematiki, ko računajo. In to sta hotela recimo Post pa Turing narediti, ne. Ona dva neodvisno istega leta podata formalizaciji efektivnega računanja za temo psihološko zvestobo pojmu, ne. Ker za razliko od lambda računa pač tu lahko dejansko mogoče prepoznamo prakso ljudi, ki računajo. Se pravi, najprej abstrahirata lastnost, ki jih poznate iz človeškega, predvsem pač človeškega računanja, predvsem gre za zunanji medij za zapisovanje, ne, za računanje relevantnih podatkov in reprezentacijo navodil, ki jim sledi tisti, ki pač računa. Post tu zdaj doda delavca, ki računa, Turing pa tudi delavca zamenja stroje, ki imajo točno določene operacije, ki jih lahko izvajajo. Zdaj pri Turingu je ta medij, na katerega se piše enodimenzionalen trak s kvadrati, kamor pač piše simbol, ne. In zdaj, da ne bi preveč detajle šli, pač vsak stroj ima tako en program, ko se mu reče strojna tabela in recimo tu imamo napisan, kako izgleda program, ki bi sam neskončno spisal 0, 1, 0, 1, 0, 1, ne. Se pravi, začnemo, ne vem, v stanju B in pol, ko končamo, gremo v C in pol se tako premikamo po tem neskončnem traku naprej, ne. Se pravi, moramo vedeti, v katerem stanju smo, pa kaj naredimo v tem stanju in kaj je pa, katero stanje gremo potem, ko končamo. To se lahko tudi tako poenostavi, da imamo v bistvu samo eno stanje in pol beremo ta simbol, kje smo, ne, če ni nič, se pravi, če ne vidimo nič, napišemo nič, pol gremo v stanje B, ampak pol vidimo, da smo napisali nič in gremo desno in napišemo 1
ko gremo v B, vidimo, da smo na 1, gremo desno, napišemo nič in tako naprej. In kaj zdaj pol Turing v članku pač razdela, je, da s takim formalizmom pač pokaže, da lahko ga dopolnimo oziroma z njim izrazimo recimo variable in funkcije, ne? S tem, da dovolimo, da namesto v tej konfiguraciji ne dajemo imen stan, ampak funkcije, ne? Recimo. Pol doda še neke operacije, ki pravi, da so trivialno pač so samo tako kot nek syntactic sugar, da v bistvu ne širijo modela, ampak je lažje z njimi delati, se pravi kopiranje, primerjanje, brisanje simbolov na traku. Pol uporabi te ideje od Gödela, substitucijo in rekurzijo, pa mogoče še proste variable. In zdaj eno vprašanje ekspresivnosti je tu recimo, ali je mogoče te razširitve vse izraziti v tem začetnem stroju. Tega pač Turing ni dokazal, ker je pač mislil, da so trivialni, pa pol se je tudi izkazalo, da so, ne? Ampak ta sodobni prikaz je malo spoliral, pa ne gre čisto po Turingovem postopku. Zdaj neodvisno od teh nadgradenj pa je tudi postavil pojem univerzalnega stroja, ki pa je zdaj stroj, ki lahko izvrši vsako tako definirano tabelo kot nek svoj podprogram, recimo. In zdaj se lahko vprašamo, ali je Turing rešil ta zaustavitveni problem, ne? Kar je pač neko ime, ki se včasih pojavlja zraven tega entscheidungsproblema ali pa mislim, dosti podobnih stvari se tu dogaja, tako da bi pač ločil to, ne? Da Turing v bistvu ne govori o halting, ne, se pravi, ne zanima ga, se bo ta stroj ustavil ali ne, ampak bo enkrat nekaj naprintal, pač neko specifično stvar. Tako da dejansko reši en drug problem, ki mu on pravi symbol printing problem. In če smo pedantični, pač bi lahko rekli, da ne, ampak če zdaj malo primerjamo te izreke, pol vidimo, da ta zaustavitveni problem pa problem printanja simbolov sta dosti podobna, ne? In vsak simbol lahko uporabimo kot pogoj za zaustavitev in pol vidimo, da je tudi to dokazano. Zdaj zunaj matematičnih krogov se pojavlja mogoče bolj škodljiva napaka, ki je mešanje Gödelovega pa Turingovega dokaza, ne? Gödel govori o nedokazljivosti stavkov znotraj določenih sistemov, Turing pa o neodločljivosti sistemov, ki je parametriziran s pojmom računanja, ne pa z aksiomi. Se pravi, ne vem točno, kaj se vam zdi, ampak meni se zdi tako malo drugačen občutek, je bolj recimo absoluten, pa ne govori o posameznih stavkih, ampak o, ne vem, izračunljivih funkcijah. Parametriziran s pojmom računanja. Ja, pač Turing pravi, no, kot vsi ti, ki smo jih prej gledali, da je on prevedel pojem računanja v Turingov stroj. In to so kandidati, ne? Kaj zdaj to pomeni računanje? In to ni računanje Pejanovih aksiomih, ampak je računanje, ne? In zdaj ne bom šel pač čez ta dokaz, kot ga najdemo v članku, ampak lahko gremo v neko bolj intuitivno pač razlago tega dokaza Turinga, kolikor pač je intuitivno. Se pravi, najprej za protislovje predpostavimo, ne, da ta symbol printing problem je odločljiv, ne. Potem pa ta postopek vključimo kot podpostopek v naš algoritem Q, ki sprejme nek P in s tem postopkom odgovori na vprašanje, ali je P, če mu damo za vnos P, pač ali bo naprintal nič, ne? Se pravi, bo nek simbol naprintal. In če ja, potem se Q ustavi, brez da natisne nič, in če ne, Q natisne nič. Se pravi, na kratko, ne, Q
se obnaša nasprotno kot P, ki ga sprejme kot argument. Ne. In pol, pač rečemo, ne, če torej Q poženem z odnosom Q, ne, se pravi, če Q dam v samega sebe kot program, potem bo natisnil nič, če in samo če ne bo natisnil nič. Ne. In to je protislovje in pol vemo, da problem tiskanja simbolov je neodločljiv. Ne. In zdaj, tu bi jaz recimo... Kaj to bi imel odločljivost? Se pravi, odločljivost je to, da bo se ustavil, recimo, ali pa da bo na printu to ničlo. Ne. Se pravi, da bomo mi vedeli, a jo bo ali ne. Se pravi, to je ta entscheidungsproblem, je ta odločljivost. Ja. Točna definicija izrazljivosti. Ja. Ne, to pa ni, to je ta moj think, ne, ampak... A to prideš še? Ne, to je recimo moj proposition, kako pač gledati na te stvari, ne. Ker imaš hkrati dosti jasne pač postopke, da nekdo je nekaj izrazil ali pa da je rekel, da je izrazil. Ne. In to se skozi čas spreminja, ampak tudi to eksplicitno to počne. Ne. Pač Church lambda račun reče, to je efektivno računanje. Post pa Turing predlagata to kot način, kako bomo mi računali vse, kaj se da zračunati, kot se sicer računa, ne vem, na papir. Zato je pač, in zato rabijo nek formalizem, ne, v katerem lahko izrazijo to svojo idejo, recimo. To, ne vem, če lahko sploh to definiram čisto natančno. Ja. Pač matematika, pa imamo velikrat teorije, da so so prevelikami kind of logičnem kurzu in govorimo o Turingovih stavih in o odločljivosti. In pač basically, kaj Turingov stroj dela, je bere nek jezik in ta jezik je odločljiv ali pa semi-odločljiv, če vsako sekvenco prepozna kot del množice, ki jo ima kot slovar. Neodločljiv je pa, če na neki točki pride do tega, da se ena sekvenca izpostavi kot ne del celote jezika, ki ga obravnava. Ja. Jaz bom zdaj tako sem mislil na sodobni prikaz na hitro, ampak ga je zdaj tudi tam naravno ful dobro mogo povedati, kaj čisti Turingov stroj, ampak ja, ne vem, kako pa pol rečejo pri vas, kaj je problem odločljivosti. Se pravi, a bo nek algoritem šel ven iz te slovnice, iz tega nabora, ne? Aha, ja, okej. To bi pa v bistvu smo še obravnavali, tako da je malo problematično, kar se tiče odločljivosti, zato ker pač ne moreš, nek program ima samo neskončnost na neko kodo in ne moreš predpostaviti ali pa vnaprej določiti, da se bo kjerkoli ustavil in šele pač s tem, ker se na neki točki ustavi, veš, da se bo ustavil. Ja, to za vsak partikularen program. In kar pa nas zanima tu pri tej intuitivni variaciji Turingovega dokaza, ne, pa je, zakaj ne more obstajati algoritem, ki bi nam povedal. Ne. Zapravi, kako dokažemo to, da ne obstaja taki stroj, ki bi nam za vsak drug stroj povedal, a se bo ustavil ali bo šel za vedno. Se pravi, odločitev je to, ne, lahko rečeš, entscheidung je to, a se bo ustavil ali ne. Ne. Ampak nas ne zanima v tem kontekstu toliko en specifičen, ker to pač lahko eksperimentiraš, pa lahko pač nimaš sreče, pa gre neskončno. Ne. Ampak zanima me, če obstaja neka kot funkcija, ki vzame stroj, ne, plus nek input in nam pove, a se to vstavi ali ne, in te funkcije ni in to je to, kar me zanima. No, zdaj sem pač že kar dosti časa noter, ampak vseeno sem hotel še čez ta prikaz, ja, kot ga nekaj podobnega verjetno tudi na tem kurzu pri matematiki sem mogoče bolj kompetentno vedel, kar jaz nisem matematik. Se pravi, sodobni prikazi teorije izračunljivosti postopajo podobno kot Turing, pač, ampak malo bolj jasno in recimo modelirajo temu neke računalnike, ampak ali pa not quite računalnike in jim postopoma povečujejo izrazno moč. Ne.
in z rastjo pač svoje kompleksnosti postanejo bolj izrazni, ampak tudi mogoče za nas težje zdaj razumljivi. Ne? In to je recimo lecture 1, ne, kjer vzamemo avtomate s končnimi stanji in na sliki je en tak diagram, ki predstavlja tak stroj. Ne? In kaj zdaj on dela je, da tak avtomat lahko sprejme nek input in nam, se pravi, dobi nek input in nam pove, ali ga sprejme ali ne. In to, ali ga sprejme ali ne, je odvisno od tega, kako smo zdaj konfigurirali te kroge pa puščice. Ne? Zdaj v tem primeru, ki je tu na sliki, ne vem, če lahko berete, je pač dovoljeno zaporedje, ki ga lahko dobi kot input, je zaporedje nič, sestavljeno iz nič pa ena in vedno gre v začetek na to pač, kjer kaže puščice. Ne? In če zdaj za vsako pač mesto na tej sekvenci, ki smo ga dali, gremo po tej puščici, ki gre ven iz tega kroga, v katerem stanju. Se pravi, začetno stanje je tu ena, ne? In pol, če je nič, ostanemo v ena, če je ena, pa gremo v dva. Ne? In pač pomembno je, da zdaj vsak krog ima glih toliko puščic, koliko je možnih teh črk v tej dovoljeni abecedi. Ne? In tu bi lahko videli, ne, da ta stroj ne sprejme vnose, kot so ena, 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 nič, ena, ena, nič, nič. Ne sprejme pa nič, 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 ena, nič. Ne? Se pravi, sprejme pomeni, da ko končamo z našim končnim, ne, to je tudi pomembno, da pač ta vnos je končen. Ko končamo, smo v tem dvojnem krožcu tam noter. Ne. In zdaj množica vseh teh sprejetih vnosov se imenuje stroj, jezik tega stroja. In to je zdaj zanimivo, da kaj se zgodi, ne vem, recimo z pojmom jezika, ne, pač je malo manj impozantnije kot prej, ne, ko smo imeli jezik, v katerem bomo zdaj izrazili vso človeško mišljenje. In na tej točki pa razmišljamo, na katere jezike sprejme kak avtomat, ne, kako narediti avtomat, da bo sprejel različne jezike, ne, ki hočemo, da jih sprejme, ne, in predvsem, kaj so vsi mogoči, ki jih lahko sprejme ta razred avtomatov. In to je tudi očitno del nekaj vprašanja izraznosti. Ne. Zdaj formalno se pač tako definira, ne. Tu ne bi preveč izgubljal časa, no, pač važno je, da imamo neko končno število stanj, ne, pa dovoljena stanja, ki so abeceda, mi je grdo lateh pač formatirano. Potem imamo tabelo tranzicij, kar je v bistvu, da prepišemo te puščice, ki smo jih prejmeli. Moramo povedati, kje je začetno, pa kje je končno stanje. In zdaj, hkrati s tem, ko imamo te avtomate, pa se predavajo še regularni izrazi, ne, in zanimivo je, da formalizem regularnih izrazov na prvi pogled je čisto drugačen od končnih avtomatov, ne, kasneje pa se pol dokaže, da sta to ekvivalentni. Ne. In podobno, ko se je recimo zgodilo prej v zgodovini, ne, sicer na višji ravni izraznosti med Churchovim pa Turingom pojmom računanja. Ne. Tu pač imamo bolj bogo računanje, ampak vseeno vedno spremljamo take recimo dualnosti in zato pač se tu recimo dokaže. Regularni izrazi so ekvivalentni jezikom avtomatov s končnim stanjem, pa ne vem, dokaže se zaprtost operacij, pa dokažemo, da recimo obstaja nek jezik, ki ni regularen. Ne. Se pravi, tako kot prej pri Turingu, ko si omenila, imamo tudi pri teh slabših jezikih tudi neke primere, ki pa pač jih oni ne morejo sploh, recimo ne moremo izraziti nekaj, kar bi hoteli izraziti, ne. In rabimo zato malo boljši jezik oziroma avtomat. Ne. En primer je, pač s takim postopkom ne moremo izraziti recimo neke sekvence, kjer bi lahko rekli, hočemo množico vseh sekvenc, ker imamo enako število A-jev pa B-jev. Ne. Se pravi, ta enakost v tej moji želji, ne, je tu ne moramo reprezentirati. Ne. In tako pol pokažemo, obstaja pa nek jezik, ki ni regularen in on vsebuje tako besedo, ne, oziroma tak jezik. In pol pač gremo naprej na brezkontekstne slovnice, ki so pol malo boljše in one pa lahko to izrazijo, zato ker
imajo malo drugačna pravila, ne, in pol, tako kot so bili regularni jeziki. Tu ne, imamo brezkontekstne slovence, ki imajo svoj dualizem v potisnih avtomatih. Ne. To pa je, če si predstavljamo avtomat končnega stanja kot nekaj takega, tam da je pač poenostavljen, no, nek mehanizem teh krogov, ki pač poje to sekvenco, ima pač potisni avtomat še zraven še spomin in če hoče, lahko je vrže na spomin in pol prebere iz spomina. In pol spet, no, to ne zgleda kot nekaj zelo podobnega, ampak se izkaže, da je, no, da je v bistvu ekvivalentno. In da vsak regularni jezik je brezkontekstni jezik in da obstajajo jeziki zunaj brezkontekstnih jezikov. To spet pol dokaže, da obstaja nekaj več, kar je pol motivacija, da gremo iskat Turingove stroje. In tu se začnejo jasno ločevati razredi izraznosti, ne, tako pod enako izraznosti, ne, kot so pač ti ekvivalentni sistemi, kot po hierarhiji teh razredov, ko smo zdaj na 2 našteli. Se pravi, kar pomeni bolj izrazen sistem v tem kontekstu je, da lahko izrazi tudi vse izraze manj izraznega. Se pravi, je kot neka podrazred. Ponovadi, ne vem, če se govori o nekih ovinkih, kjer to ne bi veljalo. In pol gremo na Turingov stroj, ki ima spet to definicijo, ki je podobna od prej, pa ne bom zdaj ponavljal, recimo sem, da kako se razlikuje od avtomata končnega stanja, je, da lahko piše in bere. No. Če se spomnimo prej, ne, ti Census stroji so pač brali podatke, niso mogli pisati na kartice. Za množenje so verjetno že mogli pisati. Se pravi, ta glava se lahko pomika levo in desno po traku, ne. Trak je neskončen, pa sprejemanje in zavračanje se lahko zgodi takoj, ko nekaj preberemo. Ne rabimo čakati, da se konča sekvenca, kar pač ne vem točno zakaj, ampak lahko se bi zgodilo tudi, da je neskončna sekvenca. No. To nisem čez ziher. In pol na tej točki se govori o dokazih o odločljivosti, ne. In pol tudi na ravni hierarhije, ki smo šli čez, vidimo, da vsi ti jeziki do Turingovega stroja so odločljivi, medtem ko Turingovi pač stroji niso. Ne. In dokaz, hkrati delamo dokaz reducibilnosti različnih problemov na neodločljivost, ne, kjer lahko, ne vem, recimo Fregejev sistem logike reduciramo na Turingove stroje in pol vidimo, da niso odločljivi. In pol tako izgleda ta neka hierarhija. No. V bistvu je ta teorija bila še dosti hitro zaključena in postala malo tako dolgočasna, vsaj tako za praktične probleme, ne. Zato, ker je večina praktičnih problemov dejansko izračunljivih in pol tako ni bila tako zanimiva. Hkrati pa je drug del teorije računanja, ki je teorija računske zahtevnosti, pa je še dosti odprtih stvari in tudi dosti bolj messy. Je pa tudi bolj, relevantno za neke te bolj praktične račune. Pač ona analizira časovne in prostorske zahteve različnih algoritmov, ne, in s tem jih sistematizira v razrede glede na hitrost rasti števila potrebnih korakov, recimo na velikost tega inputa, ki ga sprejema, ali pa spominske zahteve nekega računa. En primer je recimo iskanje po sortiranem seznamu, no. Traja log n pač operacij. Če si predstavljate, kako se išče, ne vem, ime v imeniku, no. Pač lahko random odpreš, pol pa prepolavljaš in zato imaš ta algoritem tu. No. V bistvu dosti hitro gleda na to, koliko strani ima pač ta imenik, ne. In dejansko bi rabil idealno samo še en korak več, to če se podvoji cel imenik, ne.
medtem ko sortiranje ali pa pisanje imenika pa pač traja nekrat log operacij, kar je več kot 1:1. Tako da je bolj računsko zahtevno, mislim. In tu podobno kot tam delamo razrede in te redukcije. Ne. In ena dva pomembna razreda sta polinomski pa nepolinomski čas. Ne. Naprimer, če ta log n bi bil nekaj drugega, recimo, da se ta n pojavlja v eksponentu, pol govorimo o nepolinomskem času lahko. Hkrati lahko vidimo, da so eni problemi asimetrični, ne, glede na preverjanje in iskanje, ne, in pol rečemo razred NP je tisti, ne, ki ima polinomski čas preverjeno rešitev, ne, ampak ne polinomski čas iskanja rešitev. In iz te asimetrije pol gre kriptografija. Ne. Zato, ker tako ključno je težko uganiti, kako točno bo nazobčen, ne. Ampak če je prav nazobčen, lahko hitro preverjamo. To je tudi ta slaven dokaz, mislim, vprašanje dokaza P versus NP, ker pač še ni dokaza, da se da te probleme reducirati. Ne, se pravi, mi imamo najboljše kandidate za rešitve, ki pač niso v polinomskem času, ne, za neke specifične probleme. In NP complete je pa tisti razred, ki so že tako med sabo recimo zvedljivi drug na drugega, da če rešimo enega v polinomskem času, lahko rečemo avtomatično, da vsi grejo v ta polinomski razred. Ne. In zdaj prostorska kompleksnost je pač nekaj podobnega. Ne. Tako da, tu bi jaz pol zaključil z tem. In zdaj, kaj je bila ideja, ne, da če bomo šli čez to zgodovino, ne, bomo tako imeli neko boljšo intuicijo o tem, kaj sploh je mehanizem, ne. Tudi ko govorimo, ne vem, o mehanizmu simbolnega računanja, pa recimo o vprašanju formalizacije, ne, odkot prihaja to, kar se formalizira in kako, ne vem, ocenjujemo dobrost ali pa slabost. Ne. Pač recimo, kar pravijo učbeniki, da pač večinoma formalizacije niso tako splošno sprejete. Ne. Recimo informacija, ne, ima več različnih formalizacij in lahko ti zagovarjaš eno ali pa drugo, ali pa v enem kontekstu eno, v drugem kontekstu drugo. Ne. Tako je razvejana formalizacija iz tega nekega enotnega naravnega pojma, ne, če mu rečemo naravni. Medtem ko računanje je imelo tako dosti, pač je dosti občutek, da to je to. Pač. Tudi tako, mislim, da Sipser dobesedno pač to pravi, kar je en pač znan učbenik. Kar je zanimivo, ne, ker to se mi zdi kar redko, da bi ostala tako nedvomna, uspešna formalizacija nekega naravnega pojma. Zdaj, ta pristop izrazljivosti, ne, bi lahko tudi pol šli gledati mogoče kakšne pojme kibernetike, ne. Ne vem, recimo variety od Ashbyja ali pa kaj takega, ne, ki so dosti podobno narejeni kot te metode, kako se delajo ti finite automata. Ne. Pač variety pri Ashbyju je samo razlika med temi dovoljenimi črkami v nekem sistemu, ne, če prav razumem. In pol, kako bo nek senzor soočen z okoljem, ki ima več varietija, kot ga on pač lahko prenese, ne, in pol iz tega izpeljuje, ne, dosti podobno občutek je, no, kot ti problemi. Ne. Pol pa še seveda tako nasploh vprašanje formalnih jezikov in njihovih pomenov, ne. Kar smo tu videli, je, da se dostikrat zgodi, da se nek formalizem lahko zvede na drugega, ali pa da je en bolj ekspresiven kot drugi, ne, sem lahko tudi rekli, da imajo nek kulturni pomen včasih. Ne. Zdaj sem bral pred kratkim nek pogovor, ne, med Vasifom Jahrajijem pa nekim nemškim orientalistom, se pravi, prvi je igralec na kitaro ud, ne, ni kitara, ampak pač ud. In mu pač ta nemški orientalist v Izraelu pravi, pač se je ta arabska glasba
je v bistvu bolj ekspresivna, ampak mi smo že naredili notacijo, no. Tako da jo lahko tudi to zapišemo. In zakaj se ne bi zdaj vi učili tega, no? Ker pa bo se več ljudi prej naučilo, no? Zato ker vaš sistem je pač tako, da se v bistvu zelo malo ljudi lahko nauči to glasbo. No, in pol on prepoznane, da to je v bistvu del zionistične pač arabske geste, no? In pač njegov argument, ne, ki je pač tu meni bil zanimiv, je, da sly point of view, se pravi, on njemu očita sly point of view that aims to prevent Arabs from spreading their music forever evolving beyond what they have already achieved, ne? Se pravi, če mi zdaj prevzamemo vaš formalizem, ne, tudi če je načeloma prevedljivo, ne, se karkoli je naša alternativa temu formalizmu ne bo avtonomno razvijalo, ne. Tako da pač, mislim, se pole še cela ta, recimo, kognitivni vidik formalizmu, zakaj na tako dve etapi je prav, ne. Pač lažje je računati, lažje je videti neke vzorce, če imaš nek zapis, ne. Ampak ja, to nekako zaključuje pol to moje predavanje.